Ja, gospod Tine. Ravno občudujeva vašo retrospektivno razstavo. Aljoša, vas predstavim. To je še vedno, lahko rečeva, najboljši športnik med zlatarji? Ja, rezultati to potrjujejo, čeprav je bilo tudi nekaj dobrih športnikov med zlatarji. Tako da nisem ravno izjema. Tine, vi ste zlata generacija slovenske gimnastike. Veliko gimnastičnega orodja v vaši zbirki. Ja, imel sem srečo, da sem bil takrat kolega od šampiona Mira Cerarja in takrat za slovo Mira Cerarja sem imel eno idejo, da bi za vse čase se spominsko naslanjal nad skulpturo, to je zlati konj z ročaji, na katerih osvajajo zlate kolajne. In ta izdelek je bil v primerjavi z nakitom neprimerno zahtevnejši, karkoli sem do takrat naredil. Pravi zlatar, strasten zlatar, kakšne kvalitete mora imeti, da se prebije kot umetnik v zlatarstvu? Ja, to je tako kot v vseh poklicih, pa posebno tem umetniških, kreativnih, je ista zakonitost. Starejško sem bolj pa to, sem mislil, da je to sam svojstveno. Ne, to velja za vse kreativne poklice. Prvo moraš imeti malo, kot se reče, talent, veselje. To je tista osnova. Potem pa še dobra šola kot osnova. Naprej pa je potem samo garanje. Strahovito garanje, specializirano, osko, ker to je to ure in ure, moraš precizno, če kakšne drobne kamne, briljante deluješ kot mikrokirurg. In to je izredno močna koncentracija. Pa imate tudi vi svoj najljubši kos v tej zbirki? Ja, pravzaprav vse, kar je tukaj, kar roka naredi, to se čustveno navezuješ. To je del tebe. Tako da bi težko rekel, ampak kljub temu pa le izstopi. Si pravim, kot prvi izziv, ko sem šel v tole kiparsko skulpturno oblikovanje, je bil le tisti konj za šampiona Mira Cerarja. Ja, potem je pa še vrsto takih projektov. To je krona za mojega dobrega prijatelja, za jubilej, srečo Abrahama, in v tisti slovesnosti slovi pa tudi po hudomušnosti in smo ga kronali za kralja hudomušnosti. A je tudi za kraljice? Ja, to ima pa še dodatno težo. Ja, namenja je pa kraljici. Univerzalna. Pred seboj imam eno krono, eno zadnjih kron, ki smo jo izdelali iz srebra. Vgrajene ima bisere, sladkovodne, in kamenčki so cirkončki. Krona ima približno tako nekako okrog 400 gramov in je poseben izziv še zaradi tega, ker je v srebru mogoče lažje oblikovati, lahko si privoščiš uporabo materijala, ki ni tako pač drag in nimaš takšnih omejitev. In spet sem v družbi zlatih fantov, ali bolje vsaj s srebrom in zlatom ovešenih fantov. No in to se zgodi, če človek recimo ne mara vezati kravate. Imamo tudi malo drugačno opcijo, ne Stane. To so zdaj tudi zlatarska spretnost. Ja, ja, seveda. Miniatura, ne? Stane, na kateri izdelek ste pa najbolj ponosni? Ja, najbolj ponosen. Najbolj ponosen bi lahko rekel, da sem prav na te izdelke, na te protokolarne izdelke. No, Aljoša bo, se mi zdi, v bodoče tudi investiral v take poštene, županske, ketne, tole še nismo imeli. No, to je vaš izdelek. Simbolična vrednost. Ja, to je županska protokolarna ovratnica. Nosijo ponovadi župan ob protokolarnih priložnostih, se pravi ob praznikih občin, ob različnih sprejemih. Če malo opiševa, tu imamo grb? Ja, ponavadi je osrednji del tega izdelka grb. Tukaj vidimo grb občine Sežana. Potem so pa še nekateri drugi elementi. Gor na vrh je recimo srednji povezovalni del med grbom in ostalimi elementi, ki v tem primeru ponazarjajo Terra Rosso, recimo ta rdeča barva.
Členi so pa v bistvu neke vrste kamniti bloki z teksturo kamna, se pravi s to štokano teksturo, ki je tako značilna za kamen. Ta dizajn se bolj priporoča kaj za sedeče župane, to je kar precejšnja teža. Bolj kot ne stoje. Ja? Župan je To pač gre neka z županovanjem. V bistvu na teh členih potem zadaj so gravirani tudi mandati vseh županov, recimo, ne, tudi za nazaj, ne, če v tem primeru ta izdelek sem izdelal zdaj prav pred kratkim, prejšnji mesec in Je še svež. ja, praktično je nov, ne. A imaš že kakšne zapise spodaj? Ja, če zadaj obrnete, Pogleda. so gravirani župani, ne, ti mandati. Nekaj prostora je še. Ja. Stane, mene pa zanima, pri katerem pravilu oziroma v kateri fazi se najbolj zabavate, uživate v tem, kar počnete? Ja, meni najljubše mi je takrat, ko v bistvu iščem idejo, ne. Potem, ko treba pa izdelati, ne, pač že neko dejstvo, ne. Kaj ne naredi mlad človek, ki si želi postati zlatar? Ja, v bistvu najprej je treba v šolo, ne. Zanimati ga mora, jaz bi rekel, predvsem ta precizen, fin svet, ne. Zlatarstvo je svet nekih miniatur, ne. Mora biti potrpežljiv. In če se odloči, ne, za zlatarsko pot, potem mora vztrajati počasi, s počasnimi koraki. Kdaj pa recimo zlatarji dosegajo, katera je povprečna starost, pri kateri postanejo fantje, mojstri? Ja, jaz bi rekel takole, ne, če zase govorim, ne, jaz sem v bistvu potreboval nekje 10 let, da sem bil toliko suveren, da sem rekel, da res obvladam obrt, ne. In to je vlastna odločitev, kdaj greš iz Vlastna odločitev, ja. Nekaj časa mora preteči, ne. V zlatarstvu je tako, da človek mora biti zelo potrpežljiv, to je prvo, ne. Na hitro se nič da narediti in predvsem tista praksa, ki jo človek da skozi, v bistvu na koncu rezultira.